prej ste si zaslužili tole listino. S kakimi občutki ste jo sprejeli? Zelo sem vesel, da sem to listino dobil od domačih ljudi. Jaz imam veliko nagrad po svetu, sem vedno po 60 državah že predaval. Kraljica Danska mi je dala nagrado, kitajski predsednik mi je dal nagrado, polno, ampak to mi največ pomeni, da mi domači ljudje nekaj dajo. Tudi vi ste veliko dali domačemu okolju. Nekaj pa res. Jaz sem dobil, da sem to dobil, da je mnogo ljudi zaslužilo za to. Mnogo sodelavcev v zdravstvu, v športu. Jaz ne vem, vsaj 100 ljudi je to kamenčkov v tem mozaiku tele nagrade. Iskrene čestitke nogometnemu klubu, s kakšnimi cilji ste prejeli to priznanje in kakšne si zastavljate za naprej? Ja, začeli smo zmagovito, zato smo tudi prišli do tako velike nagrade, ki nam resnično veliko pomeni. Ključna zgodba pa je, da imamo dober kader, dober tim, eno najboljših nogometnih šol v Sloveniji in seveda to je dober porok naprej. Čez 3 leta praznujemo 100-letnico kluba in računamo, da bomo takrat še vedno prvoligaš, da bomo igrali pomembno vlogo in seveda popeljali Kranj kamor sodi, torej v prvo ligo. Čestitke v prejemu zaslužene nagrade, s kakšnimi občutki ste jo sprejeli? Zelo sem počaščen in vesel, da so tudi v Kranju prepoznali moje delo in navdušen sem na to prireditvijo. Najbolj mi je v spominu ostalo to, ena izjava, da se res premalkrat rečemo bravo, pa čestitam in mislim, da bo to vodilo zdaj za naprej tudi. Čestitke v prejemu občinske nagrade. Sandi Muravec, ime Kranja ste ponesli v svet, s kakimi občutki ste prejeli to priznanje? Ja, zelo sem navdušen. Mislim, da so tudi vsi ostali nagrajenci. Osebno to jemljem ali pa razumem kot sporočilo mesta, da v tvojem delu prepoznajo nekaj več, neko dodatno vrednost, da si naredil korak više, hitreje, bolje kot ostali in mislim, da je to zadosten razlog, da si zelo ponosen na to. Kaj si še želite v Kranju? Zdaj, ker sam izhajam iz smučanja, v bistvu, da bi imeli še boljše pogoje, sem pa načeloma navdušen, da sem Kranjčan, predvsem zato, ker smo res športno mesto, ne zato, ker bi to govorili kot neko laž ali pa neko nalepko. Dejansko smo športniki v Kranju in toliko športov, kot se goji v tem mestu, ne vem, če se jih sploh kje v Sloveniji ali pa morda celo v širši regiji. In upam samo, da bo mesto, kot je danes obljubil župan, res temu prisluhnilo še z več denarja. Dejstvo je, da šport ni poceni, je pa seveda najbolj zdravo in najboljša popotnica vsem mladim Kranjčanom. Gospa Metka Štok, iskrene čestitke v prejemu občinske nagrade. S kakšnimi občutki ste jo prevzela? Ja, hvala lepa za čestitke. Jaz sem najbolj vesela, da smo najbolj veseli mi, naši telovadci. Pa zmeri več nas je, pa še zelo primerno je za vse tiste, ki se malo slabš počutijo, takrat se jih šele prime, da pridejo na telovadbo, ker je tako zgodaj zjutraj, a ne? V 7:30 zjutraj, pa vsak najde kakšen izgovor, da ne more priti, a ne? Ampak morda takrat, ko jih kaj zaboli, pa ugotovijo, da je treba kaj narediti za sebe, potem se pa le pripravijo do tega, da pridejo tudi na to telovadbo. Čestitke kolesarskemu klubu, veliko energije ste tudi vi vložili v to. Ja, res je, 60 let sem praktično bil aktiven v klubu na vseh področjih. Če potegnem večkrat tako, kaj smo vse naredili, bi v glavnem lahko rekel, da smo zelo veliko naredili na organizaciji športnih prireditev oziroma kolesarskih prireditev. Se smo, poleg tega, da imamo najstarejšo dirko v Sloveniji po ulicah Kranja oziroma veliko nagrado Kranja, smo celo imeli v Kranju v stili sloviti Giro d'Italia. Ne bom našteval, ker je tega veliko. Potem smo zelo veliko naredili pri tekmovalcih, od majhnih do šampionov, vse imamo. Tretja stvar, pa sem zelo ponosen, smo v tem času zelo veliko izobrazili trenerjev in drugih športnih kolesarskih delavcev, ki so zdaj praktično ali v klubu ali nekje drugje v Sloveniji vključeni ali pa v največjih oziroma najboljših ekipah na svetu. To so tako take 3 stvari, ki jih lahko za 60 let povzamem in
V klubu smo veseli te nagrade. Nadaljevati moramo to delo, ki so ga že naši predniki nadaljevali in sam to je ključ do uspeha. Ja, kakšen Kranj si želite in kakšen je trenutno Kranj? Kranj je lep, želim si pa, da bo še lepši. Meni je Kranj prijazen. Zmeraj, kadar pripravimo lajnarski festival, nam vsaj do sedaj je občinska oblast pomagala. Upajmo, da bo tako tudi naprej. Seveda pa tudi naš tradicionalni Prešernov smen, ko se slovenski lajnarji dobimo v našem Prešernovem mestu, je vselej veselo, zanimivo. Tako da jaz sem s Kranjem zadovoljen. Gospod Drago Štefe, vi ste eden izmed častnih občanov v preteklosti. S kakšnimi občutki spremljate, kam gre Kranj? Jaz mislim, da gre Kranj naprej. Vsak dobronameren človek želi, da gre stvar vedno na boljše. In če bomo to pravzaprav gojili, našo idejo, našo željo, potem se bo Kranj dvigoval. Seveda to ni tako enostavno, kot se v besedah lahko pove, ampak današnji, torej zadnji rezultati kažejo na to, da je Kranj prebolel tisto hudo gospodarsko krizo, ko so propadli veliki sistemi, da se počasi dviguje mnogo prodornih, manjših, družinskih in srednjih podjetij, ki bo Kranj dvignil na gospodarskem področju, potem bo tudi več sredstev za kulturo, šport in ostale dejavnosti. Kako ste se počutili na Slavnostni akademiji, kaj vas je pritegnilo? Torej, Slavnostna akademija je bila odlično pripravljena, čudovite animacije, prijeten, zabaven program, ogromno dobrih rezultatov, krasen govor župana z enim ogromnim presenečenjem. Primož Trplan, kakšna je vaša poslanica Kranju ob občinskem prazniku? Ja, v bistvu lahko se zgledujemo po nagrajencih, ki dajo, delajo dobro za Kranj in če bomo vsi na ta način delali, se Kranju piše sam lepo, tako kot smo danes večer slišali. Kaj želite mestni občini Kranj ob občinskem prazniku? Pravzaprav želim prebivalkam in prebivalcem, predvsem, da so bolj pozitivni, da svet gledajo z pozitivističnimi očali, ker je tako, v zadnje čase opažam na vsakem koraku kar neko šimfanje, neko slabo energijo in je življenje prekratek, da bi ga preživeli v tem ovoju negativne energije. Dajmo biti bolj pozitivni, solidarni, strpni, en do drugega tolerantni in nam bo veliko lepše v tem Kranju, ker Kranj je lepo mesto, mesto priložnosti in dajmo to izkoristiti. Vam je bila všeč Slavnostna akademija? Prečudovito, sem brez besed. Danes sem bil najbolj vesel temu, da je Kranj spet rastoče mesto. Prišli smo celo na 3. mesto, to pomeni, imamo že bronasto medaljo, to se pravi, zdaj tekmujemo naprej, gremo na 1. mesto proti novemu mestu, poskušali bomo to lovoriko odvzeti. Živeli Kranjčani. Tako kot vsako leto enkratni dogodek popestren z glasbenimi vložki, uživali smo vsi, lep večer.